SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Sem imel marsikoga že v studiu, Tine Maze pa niti enkrat. Ne? Tako da danes sta prvič v življenju sedela skupaj. Pa morda samo ena anekdota na naslednjih 30 minutah in kakšni več bo govorila Tina, ampak nekoč sem imel srečo iti gledati neko nogometno tekmo za Bojanom Križajem in smo šli seveda nekaj pojesti v Italiji, v Milanu. In ko je prišel nek natakar, smo jedli in pili, pa še malo več pili potem, no, brezplačno. Tako da to povem, zakaj. Po toliko letih so Bojana Križaja prepoznali in tudi pol sem ga seveda vprašal, kamorkoli gre, prav meni se to ves čas dogaja. Ne? No in zdaj si predstavljate Tino Maze v času modernih tehnologij, ko je še en kup teh Instagramov in tega. To je nek uvod, ki ga zdaj delam. Mislim, da se Slovenke in Slovenci sploh ne zavedamo, kakšne izjemne športnice in športnike imamo, kakšni ambasadori naše države so to, in koliko enega odrekanja je za tem, kar potem mi v tistih minutih, dveh ali pa v tistih sezoni ali pa v karieri seveda vidimo. Velikokrat govorimo o padcih, premalokrat pa o trudu. In sam to pa lahko rečem, Tino Maze spoštujem predvsem zato, ker je toliko vložila v to, ne, da si res sploh ne moramo predstavljati in je ena najboljših, če ne celo najboljša smučarka vseh časov. Hvala. Ampak zdaj pa vprašanja, ki jih jaz postavljam, Tina bo govorila, jaz bom malo slalomiral med temami, a prav? Ali je bolj če smuk? Če rabiš kak napotek, sam povem, kar se tiče slaloma. Morda najprej kakšnega materinskega, ne? Zdaj va začeti pri bolj osebnih stvareh, vseeno si mama. A je to zdaj najtežji trening, ki ga upravlja zadnjih 6 let, biti mama? V bistvu, kaj je bilo najtežje iti iz te kariere vrhunskega športnika, kaj sem bila stara 35 let, pač že kar ena zrela oseba naj bi bila, no. Sicer se še zmeraj razvijamo, ampak najtežje mi je bilo to, da je kar naenkrat konec hotelov in ni več enega, ki te prinese na mizo, pa enega, ki pospravi za tabo. Tako da sem se v bistvu začela tega navadnega ritma življenjskega učiti dobesedno. Tako da moj najhujši trening je zdaj kuhanje. Imam rada hrano, obožujem jo, tako da hočem tudi kaj dobrega skuhati. In ja, počas mi je to pa res, počas postane ena zabava. Je pa kar zahtevna sprememba. Pri smučanju, katera panoga ti je bila najljubša? Veleslalom. Kaj bo pri kuhanju, katera jed? Tudi navijate makarone? A vam povem, kaj smo včeraj zvečer jedli. Imamo prijatelja, ki je ribič in nam je prinesel jastoga. In smo včeraj imeli taljonine z jastogom. In to si ti naredila? In to sem jaz naredila. A pol si se dobro naučila? Pa še ubiti sem ga mogla prej, tako da. Ja, zdaj si rekla ta trening kuhanja, kaj pa potrpežljivost? Vem, da si tega se verjetno veliko naučila, ko si delala z Andrejo Masijem, ne? Pa tudi seveda že prej. A otroci delajo te meje malo više, jih postavljajo to letvico potrpežljivosti nekoliko drugače kot prej? Kaj je drugače? Drugače je to, da kot športnik ti si res usmerjen v to, da svoje telo, svoj vse, kar to pač paše zraven, da ti si čim hitrejši v tem, kar počneš. Nimam motorja, nismo imeli formule, ampak si mogel svoje telo in toliko trenirati, da smo bili dobesedno non-stop usmerjeni v to, kako bomo same sebi izboljšali. Zdaj pa to ni več, da jaz grem v sebe, kaj meni paše, kaj moram, in sem pač to je v drugi osebi in vsa to moja pozornost gre za drugo osebo in to je velika sprememba, zato ker športniki pač smo navajeni na nek ritual, da ti skozi sam sebe nekaj analiziraš in jaz potem sem se spravila skozi šport res do visokega nivoja in sem rekla, zdaj imam pa dosti boljše od tega, jaz ne morem biti utrujena sem tega, da se non-stop nekaj popravljam in iščem milimetre, stotinke v mojem početju, hočem nekoga drugega usmeriti pozornost in to je materinstvo definitivno je in me na nek način razbremenilo, po drugi strani pa dalo čisto drug zorni kot.
To naslednje vprašanje priznam, da sem mi povedal, da ga bom postavil, ampak zdaj ga bom pa vidim po tvojem odgovoru, da očitno se ne boš vrnila aktivno nazaj v smučanje. To se zdaj zelo počne. Ne? Vidimo, da en kup enih upokojenih smučark in smučarjev išče svojo pot nazaj, ampak pod vprašanje seveda je, mi si to zelo enostavno predstavljamo. Ne? Ti si bila na najvišji ravni, potem kakšno leto, 2 nisi. Se je res tako lahko vrniti, kot zdaj vidimo? Jaz mislim, da te vrnitve letos niso enostavne, absolutno ne, in je ne bi bil sposoben narediti vsak. Marcel Hirscher se je letos vrnil po 5 letih, v bistvu vrnil na štart. Ne pomeni, da on ni smučal zdaj 5 let, ne pomeni, da on ni treniral 5 let, se pravi, on je bil non-stop v pogonu, ima možnosti, da se vrne, ima ljudi, ki so mu tam na razpolago, imajo budžete, ima družino, ki ni več prisotna v njegovem življenju, žal. To so zgodbe iz ozadja, ki niso enostavne, ampak dejansko on se lahko s tem ukvarja in se lahko šel v to zgodbo. In ja, je bilo neverjetno ga videti, kako se je vrnil v Söldnu. Jaz pravim, da je tokrat zmagal. Končno se je smučanje predstavljalo neki šov obliki, ker sta se vračala on in Lukas Braten in sta dejansko zasenčila vse ostale protagoniste, ki so v tem trenutku pač najboljši. In je zmagal v šov pred športom, bi se rekla temu. Ampak jaz imam družino, imam hčerko, to zahteva dnevni ritual. Jaz grem premalkrat še vedno na trening, da bi bila sposobna se vrniti v taki obliki, kot se je Marcel. Mogoče 1 ali 2 tekmi bi moje telo že zdržalo na kakšni progi, ki jo poznam, kjer vem, da bo lep sneg, ker tudi jaz še vedno smučam, se ukvarjam športom, ne dnevno, ampak dovolj, da bi lahko kakšno progo še odpeljala. Če zdaj ne bi sedela z resnimi gosti, pa ne bi imel resne goste, pa če ne bi se zdaj jaz obnašal, da sem zelo resen, bi pisalo, ni rekla ne. No, pa se vrniva zdaj malce v ta začetek tvoje športne kariere, ker se sem rekel, malce bova slalomirala med temami. Morda, kaj je bilo najtežje? Pa kdaj? V karieri? Ja, smučarski. Najtežje je bilo meni leto 2006. Najtežje v smislu, sem že bila neka punca, ki obeta, zmagovala sem enkrat na leto, vsaj vsako leto, pa za slovenske razmere je bilo to že wow. Se pravi, vsi so bili že s tem zadovoljni, ampak v Sloveniji si bil že car, če si enkrat zmagal. Ampak jaz nisem bila srečna s tem, kar je. V glavnem, nekako sem se zavedala, da mi nekaj manjka. Najtežje je bilo pa, ko so se mi določene stvari spremenile v ekipi. Ko sem bila dejansko čez noč, je zmanjkalo tisto, kar sem bila vajena, in takrat mi je šlo nekako vse pol dol. V bistvu vedno slabš, vedno slabši odnosi, in v glavnem vse se mi je začelo podirati. In ko se mi je toliko podrlo, da praktično se podreti več ni moglo, šla sem iz enega dneva v drugega brez nekega smisla. In ja, zdaj se zavedam, da sem res padla v kar precej hudo, ne vem, huda, to ne morem reči, ker ne vem, kaj je hudo, ker jaz pravim, bolj greš dol, pa že misliš, da si dol, pa še vedno lahko greš še bolj dol. Tako da, dno nikoli ne vemo, koliko je globoko, ampak greš ga iskat in ko ga zadaneš, rečeš, ok, to ni ok. In to so trenutki, ko te v bistvu konec koncev te tudi naredijo, zato ker če ne doživiš teh trenutkov, ko greš mal dol pogledat, kako je biti res v bedi, ne veš, kaj je tisto, kar je lepo. In ja, to so bili po moje najtežji trenutki, ampak ja. To vprašanje ponavadi zastavim zato, ker je neverjetno, da od takšnih šampionov, kot si na primer ti in tudi koga drugega slišimo, da so taki trenutki. In zdaj to, kar vas dela šampione, je pa ta druga pot oziroma ta drugi del. Kaj je bilo pa potem? Ja, treba iskati v teh trenutkih pač pozitivo, kar je v
tem trenutku, ko si res dol, je težko jo videti, zato včasih rabiš kakšno pomoč, da ti kdo kaj prišepne ali pa meni je, na primer, mi je v tistem trenutku res veliko pomenilo pismo, ki mi ga je napisala Mateja Svet, vsi jo poznate in za mene je bila pač on en idol in ko res ne vidiš več luči, pa pol ti pride en tak flash, so te stvari, ki se jih res oprimeš in te pol pač potegnejo ven iz tega tunela in začneš videti luč na koncu tunela. In kaj te naredi močnega? Saj ne vem, da preživiš te trenutke, da se ne zgubiš, da grizeš v tistih trenutkih in verjameš, da te nekdo nekje gleda in da bo vse v redu. Grizete pa kar radi, ja, ne? V karieri ste velikrat grizli. To zdaj mislim na nekaj dogodkov, ki so bili tudi potem, naprimer, del, ko se je Smučarska zveza z vami sporekla, pa ste kar naenkrat bili na svojem in takrat se je res videlo, da grizete za vse, za rezultat, tudi za tiste pokrovitelje, ki so z vami takrat ostali. Kakšna je to odgovornost, ki ste si jo, naprimer, naložili na hrbet in kakšno odgovornost potem to čutiš vsak dan? Ja, v bistvu te trenutki, ki sem rekla, ki sem bila res dol, sem bila še pod okriljem Smučarske zveze in pol sem pač videla, da od tega ne bo ratalo nič in ko sem jaz v bistvu si zaželela neko novo strukturo postaviti, ker sem vedela, da lahko meni ustreza, so se še tam pol zapirala vrata in hvala Bogu sem imela to možnost, da smo sestavili svojo lastno ekipo, ki so mi začeli dajati zopet tisto, da nekdo verjame v mene in pol, ko to vidiš, mislim, to je danes, ko smo tu, recimo, glih ta pripadnost in to, da imaš to v mikroklimi, mikrodružini, ker to na koncu smučanje je tak šport. Jaz imam družino doma, moji starši niso bili dnevno ob meni in se ustvarjajo neke druge družine v procesu treninga, tekmovanj, kar ta ekipa je bila in ko smo mi v tej ekipi ustvarili to energijo med nami 4 ali 5, kar je bilo res težko najti ta prave ljudi, da bi pasali skupaj, ker energije na koncu morajo funkcionirati dobro. Ko je to začelo nekako funkcionirati, je to samo pokalo, no. Res pol sam smo gradili in tista kriza je bila in se vedno spomnim in je bila moja odskočna deska, ampak ja, tja ne grem več. Ker tu sediva pred najboljšimi slovenskimi podjetnicami in podjetniki, vem, kakšno odgovornost športniki nosite do svojih pokroviteljev, pa zdaj ne govoriva o vseh nalepkah, ki jih morate dobesedno nositi na vsaki stvari, ampak kako poteka ta pogovor, odnos med pokroviteljem, ki stoji za tabo, tudi ko ne gre morda vedno, pa med vrhunskim športnikom? Evo, spet govorimo o dveh, bom spet govorila o primeru prej in pol, zato ker, kar se dogaja, en mlad tekmovalec pride na Smučarsko zvezo, kjer je že nek sistem ustvarjen in te nekako potisne noter, da pač moraš to pa to narediti, ni pa nekega osebnega stika. In jaz tam pač, ko moraš delati stvari na tak način, se niti tekmovalec ne počuti v redu, medtem ko potem, ko smo pa začeli sami si iskati sponzorje, ko sem dejansko jaz šla na par sestankov kot tekmovalka in stala za tem, kar verjamem, je to čisto drugačen pristop in tudi ti pol čutiš večjo odgovornost in večjo pripadnost tudi temu sponzorju in razvijati te odnose med tekmovalci in sponzorjem se mi zdi res je pomembno in moram reči, da sem se totalno tudi sama spremenila v odnosu do tega, glih zaradi te izkušnje, da smo naredili svojo privatno ekipo. In ja, če je bilo prej vse težko, kar se tiče sponzorjev, je postala potem res vse neka neskončna hvaležnost, da so nas podprli in verjeli v to našo zgodbo. Ja, ne pa pomeni to, da pač v prejšnjem obdobju, ko tega nisem jaz doživela na tak način, niso bili pomembni, zelo so bili pomembni, da sem jaz lahko nadaljevala to, kar sem si zastavila, ker zdaj je smučanje mogoče šport bogatašov, ker ne more drug smučati dejansko. Jaz sem pa verjetno edina ali zadnja, ki sem prihajala
še iz revne družine, vem, kaj je ne imeti kruha doma in nekako na bazi tega sem zgradila to, kar sem. Te izkušnje imam, marsikdo jih pa nima zdaj, teh mladih, ki pridejo, in če te izkušnje nimaš, je res, tudi to me zdaj izziv, recimo s hčerko, ona ne bo imela nikoli te izkušnje, ne, kako pol to lakoto dati enemu mlademu, ki hoče nekaj doseči. To me kar izziv. Ampak imam enega idola, ki je Alberto Tomba, on je prihaja iz bogate družine, pa je naredil, kar je naredil, tako da se da. Moram malo spiti. Kar. Nisem navajena toliko govoriti. Naslednje vprašanje pa je zdaj povezano ravno s temi pokrovitelji, ki si jih omenila. Takrat, ko si sama potrkala na vrata, koliko tistih iz tistih časov še danes sodeluje s tabo? Ja, v bistvu nekaj ja, veliko pa ne, zato ker vidljivost, ki ti jo omogoča pač šport na televiziji, je čisto drugačna in tudi nisi toliko, nimaš toliko vidljivosti, kot si imel prej. Hvala Bogu, jaz pravim, zdaj vsaj vem, zakaj z socialnimi omrežji se res to vidljivost jaz lahko nekako nadaljujem, ampak če teh socialnih omrežjih ne bi imela, me praktično zdaj ne bi bilo nikjer. Tako da to je postala velika razlika v procesu promocije in tega, pač sponzorji si to želijo, promotorji rabijo promocijo in odlično sodelujem z par res lepimi projekti zdaj. Med drugim je všeč fotografija, video malo manj, ker mislim, da pač moj govor ni toliko fajn kot mogoče ena slika ali pa ampak to so moje lastni, pač to vidim, da delam boljše recimo fotografije kot videe, eni imamo to, drugi imajo pa drugo in ampak mi je všeč to delati, no, fotografija mi je res všeč in v tem sem se malo našla zadnje čase. Morda nisem pravi, da sicer to komentiram, ampak včasih kakšni mislite, da ne govorite dobro, včasih pa kakšni mislijo, da govorijo dobro, pa bi bilo bolje, da so tiho. Za vas pa je kar v redu, če govorite. Smo veseli, da? Ja, zdaj smo pa pri podjetništvu, ne? Vendarle smo tle na festivalu podjetništva. Odlična podjetnica, kaj to pomeni? Kaj Tina Maze dela danes? Ne vem, odkje vam to odlična podjetnica, ampak dobro, recimo, da paše na današnji panel. Verjetno ste vi boljši, jaz pravim, da športniki imamo premalo znanja o temu, ga nimamo praktično in to se mi zdi tisti manko, ki ga imamo v šolah. Recimo v šoli bi marsikaj nas lahko že naučili o tem, ker jaz sem bila stara 15-16 let, ko sem zaslužila že svoj prvi konkretni denar in se znajdeš v eni situaciji, ki je ne poznaš in je kar strašljiva v bistvu in moraš zaupati drugim, ker pač ti nimaš tega znanja, nimaš nekega opremeljivega znanja. Hvala Bogu, imam mamo, ki mi je pri tem veliko pomagala, ekonomistka je, tako da ona nekaj znanja imela o tem. Je pa res, brez tega znanja si vsakem dnevu si lahko zgubljen. Znamo smučati, znamo trenirati, ampak ko se pa pride do podjetništva, pa nas zmanjka, zato sem zelo pazljiva pri tem, evo, rečemo temu. Tako sem pa imela par prednikov pred mano, ki so naredili par napak, tako da na napakah se učimo in sem zelo previdna. Kaj je tista podjetniška ideja, ki si jo najbolj želite razvijati? Kje se na primer Tina Maze videti, ne vem, čez 5-10 let? V bistvu to razvijam še skozi čas, ker tako sem rekla prej, zdaj v tem trenutku moja prioriteta je le hčerka, njene ambicije, všeč mi je, da sem 100% ji na razpolago. Ob tem seveda delam še moje stvari, ki so plod mojega uspeha v smučanju. Tudi danes, da sem tu med vami, v izjemno čast mi je, da sem lahko
na takšnem pomembnem dogodku, pomeni, da je moja kariera bila res nekaj posebnega. Ampak ja, ob tem delam še z Eurošportom, sem precej upletena v to, da pač po tekmi podam kakšno svoj komentar kot vrhunska športnica. Tudi to delaš, a veste, ne? Če Tina Maze nekaj pove, to več, kot če bi povedal, ne vem, nekdo drug. Malce bi se ustavil, morda še prej ste rekli, da šola ne da tega znanja športnikom, pa še komu drugemu. Če kdo potem lahko vrhunski športnik, kot ste vi, naprimer, pove še kakšna stvar, pa ne, da zdaj iščemo negativne stvari, pa vendarle, kaj pa je tisto, kar pa športu slovenskemu in športnicam ter športnikom manjka, ko gre za podporo? Ne zgolj denar, ampak ta celovita stvar. Ne, vem, da je to zdaj široko vprašanje, pa vendarle nekaj je ta podjetniška morda izobrazba, so tukaj tu mogoče tudi kakšni športni psihologi, učenje tudi, kako za danes z mediji socialnimi. Naprimer, en primer, letošnja naša olimpijska tekmovalka se je potem iz vseh socialnih medijev umaknila, ker je ugotovila, da je bil ta pritisk pač prevelik. Je vse to tisto, s čimer se športniki ukvarjate? Ali pa ne? Ja, zdaj v teh trenutkih, tako sem rekla prej, sponzorji praktično pričakujejo to in je del procesa. Ampak športnik bi se mogel ukvarjati s tem, kar je proces v športu, da se čim boljše razvije, da se čim bolj natrenira, da si res usmerjen nase, ne na to, kaj boš dal drugim in potem zapravljal čas na to, kaj menijo drugi o tem, kaj pač ti delaš, ker vsak je svoja zgodba, vsak je drugačen in v športu ta individualizem moraš delati na njemu. Jaz mislim, da tu so zdaj v tem trenutku športniki res imajo en velik minus, zato ker toliko in toliko časa morajo nameniti tem obveznostmi na social media, kar jaz zdaj, kot nisem več tekmovalka, se s tem lahko ukvarjam. Prej moj telefon je bil v sobi in že ko sem ga v sobi gledala zjutraj pa zvečer, sem že čutila, kako moja performance se znižuje. Zadnje 2 sezoni je moj performance šel za 20% dol, sigurno. Zaradi tega, ker sem zvečer, namesto da bi šla spat ob 10, bulla komentarje ali pa si pisala ali pa pač stvari, ki so mi fajn, ampak enostavno vzamejo energijo. Tako da, ja, biti športnik je res ena kompleksna stvar. In danes vzeti eno osebo, ki ti dela socialna omrežja, zato da si jih ti ne ukvarjaš z njimi, ker niso vsi za to, nekaterim to pride lahko, nekaterim pa ne in tistim, ki ne, ja, morajo biti že na enem nivoju, da si lahko privoščijo eno osebo, ki jim bo magari razbremenila v teh 20%, ki ga morajo nameniti za sponzorje. Tako da ta balans najti za vsakega posameznika se mi zdi, da je izjemnega pomena. Lahko nekaj vprašam, rekli ste, da ste brali komentarje. Takšna smučarka, kot ste vi, se vseeno ukvarja s couch selektorji? Jaz pravim, brati komentarje je ne vedno. Tudi meni je bilo parkrat zelo težko. Predvsem, ker sem rekla enkrat pač malo na hiter napisala, ne uporabljati Facebooka, ker to ni zdravo in pa so se zgrodili na mene, kaj si jaz mislim, da pač v glavnem moje razmišljanje. In moraš biti pripravljena na to. Zdaj, jaz takrat, ko sem začela to delati, sem bila že zgrajena nekako oseba in sem dobila trdo kožo pri svojih 16 letih, ko so me v Sloveniji dali na en časopis, fotomontaža. Se pravi, jaz sem z 16 leti bila izpostavljena trenutku, ki ga mogoče zdaj kdaj doživijo te otroci na socialnih omrežjih in so pol zgrožajo komentarjev. Sam da jaz takrat komentarjev, ker si bil na časopisu, nisem videla. In to, kar otroci zdaj doživljajo, je res, mislim, že sam si zgrožen, kot je nekdo nekaj podtakne in pol, da moš pa še komentarje od drugih, to je res kar zahtevna naloga, tako da je treba biti zelo previden. Zdaj sem tek sploh pozabila. Ne, se je v redu, a lahko skupaj rečejo, da ne berejo komentarjev, ker to morda je dober. Dokler jih zmore, dokler to zmorejo procesirati, zdaj, koliko se sam vsak pozna, dokler ti ne škodijo, beri jih, sam nikoli ne veš, kje v ždobu onga, ko te bo vrgel dol. Pač, tak je. Greva lahko, evo.
Greva zdaj še na drugo stran. Na začetku sem rekel, da se morda ne zavedamo, kako pomembno delo slovenske športnice in športniki upravljate za našo državo, ker takšnih ambasadorjev pač nobena država na svetu nima. 2 milijona nas je, pa smo pravzaprav v vseh športih najboljši. Zato me zanima, se s slovenskimi športnicami in športniki kdaj pogovarjate, tudi po koncu kariere, kaj vse ste vi doživeli, se pravi, da ta nek community, ta skupnost med vami izjemnimi ljudmi obstaja? Na določenih dogodkih imamo srečo se srečati, pa kakšno reči. Seveda ti dogodki so vsakič prekratki, da bi se res lahko pogovarjal. Mogoče tako se midva zdaj bi se največ zmenili. Pa moramo reči, Ker da ugasnejo ponavadi, uro zadaj, prav? Ker so taki dogodki, se res razvijajo take lepe stvari in se lahko pogovarjamo, ampak da bi pa bila jaz del neke skupine, ali ne vem, da bi imeli sindikat športnikov, nimamo, ali obstaja, pa jaz sploh vem, ne, čisto možno, ker jaz sem bolj outsider. Pod vprašanje tukaj sledi in sicer, a se vam zdi, da znamo dovolj dobro izkoristiti to, kar vi ponujate, športnice in športniki? Saj ne, da bi vas med kariero obremenjevali še s dodatnimi obveznostmi, ampak potem. Pa zahteven proces ima en športnik, zato ker toliko in toliko časa se ukvarja z nečem, pol mora toliko in toliko časa nameniti razvoju nekega drugega sistema in dela in v tem času pač si že star in takrat, če se ti vržeš v biznis, ljudje pričakujejo, če si bil prej vrhunski, da boš tudi pol vrhunski, ampak ni tako, da smo en poseben rang, bi jaz temu rekla. Važno je pa, da po mojem, da vsi izhajajo iz sebe, športniki dajo veliko, damo veliko in to kolo športa, se mi zdi, da šport v tem trenutku zdaj, kar se nam dogaja, še toliko bolj važen. Pa ne ta vrhunski, nasplošno šport, tako je gospod prej rekel, da je investiral v telovadnico, da se igra odbojka, namesto da se gleda v telefone. To je res izjemnega pomena za zdajšnjo mladino, ki so bili izpostavljeni tehnologiji, pa tudi mi. Konec koncev smo padli v to igro, da gledamo telefone, medtem ko bi se mogli ukvarjati z drugimi stvarmi. Plus je bil pol COVID, ki je to tehnologijo še potrdil in to je res izjemna luknja za moje pojme. Je treba res še posebej v šport investirati in vlagati in porabiti športnike, da ga naredijo zanimivega, da privlačijo ljudi, da se družimo, da se imamo fajn, da saj smo slovenski narod, smo športniki, pa mi smo še v redu, to vam povem, ker jaz malo hodim po svetu, pa vidim, kak je drugi. Slovenija je, kar se tiče športa, zelo zaveščena in ampak nikoli ni premalo. Naj ostane tako. Lahko zdaj potegneva morda kakšne vzporednice, kaj ti je življenje oziroma vam je življenje dalo med športnim delom in zdajšnjim delom, ko ste dozorela kot oseba, pa še mama ste postali. Kaj je tisto, kar ste iz obeh svetov vzeli? V bistvu šport me naučil, da vse, kar je važno, je ta trenutek zdaj. Ni važno, kaj se je zgodilo včeraj, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo. Najboljši performance sem jaz naredila, ko sem bila z dušo in telesu v tem trenutku. Se pravi, nisem razmišljala, kaj zdaj moja hčerka dela v šoli, ampak sem tu zdaj. In ko imamo pomembne stvari, kar šport je, so tisti 2 minuti, sem mogla biti res absolutno zbrana in to je tisto, kar rada rečem, da ne glede na to, kje smo, v katerem področju, a je to biznis, a je to šport, a je to kultura, moraš biti 100% zbran, ko imaš en performance za narediti in to obrodi največje sadove. Se pravi, za narediti pa dober performance, moraš pa znati se dati v tisti trenutek in to skozi šport res lahko dosežeš in vse ostalo zbledi. In je važno to zdaj in nič drugega. In to je to, kar me je šport najbolj naučil, tako da sem res predana trenutku, kar je včasih pa za družinsko življenje kar problem, ker pač ne razmišljam naprej preveč in rajš uživam tu zdaj in to postane problem kdaj, tako da organizacijske stvari pa malo šepajo.
Ampak še zmeraj jaz tako uživam zdaj tu, da to je tisto, kar me je prav pokvaril šport. Prav. Zdi se mi, da je prav, da športnike vprašamo tudi o vrednotah, zato ker če kdo jih imate zagotovo športniki, ena od njih je delo in predanost. Sama si že omenila, da zdaj tvoja hčerka odrašča v drugačnem svetu, kot si ti. Katere pa so tiste vrednote, ki jih boš pa ti oziroma jih želiš predati pa njej naprej? Sej nisem rekel, da bo lahek pogovor. Ja. Ne, jaz skušam biti vzgled. Tudi moji hčerki zdaj lažje je biti vzgled, ko te vidijo, da si tisti 2 minuti odpeljal, pa te pa ne vidijo več, ker ni, da tisti 2 minuti je realnost. Življenje je 24 ur na dan in nismo vsaki minuti 100% zbrani. In, ne vem, to, kar je naučila moja družina mene, delavnost je super stvar, ni pa nujno učinkovita vedno, to sem se tudi skozi šport naučila. Treba imeti pauzo, ni dovolj delavno, se pravi, kvaliteta je tista, ki te pripelje do vrhunskih rezultatov. In to mi je bila res taka sprememba, da ni, mi Slovenci smo delavni po naravi in Andreja je Italijan, on ve, kaj je uživati življenje bolj kot mi in tega me je on naučil. Tako da jaz, ko sem to osvojila, meni se je zdelo življenje pravljica. In te kombinacije, da nas drugi narodi kaj naučijo, se mi zdi super. Mi smo super, vsak narod ima pač svoje napake. Italijani pač, daj so premalo resni in pol pač tam jaz stopim pa rečem, lej, delati je treba in Anuk bo en miks vsega, tako da upam, da dober. Midva sva prišla do cilja, hvala lepa. Si se zahaklal kako liček? Ne, je bilo kar v redu. Na koncu bom pa rekel, če sem na začetku povedal zgodbo, da je tam natakar plačal seveda Bojanu Križaju in vsem, ki smo bili z njim. Naslednje kosilo plačam jaz, ko bova kdaj kam šla, obljubim. Tako da zdaj sem dal tako, da naslednje leto morda na festivalu lahko povem zgodbo, da sem jaz Tino Maze peljal na kosilo, no? Pa jaz plačal. Ne? Tako da, hvala lepa. Hvala tebi. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.